2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Dolgo je trajala bitka profesionalnega šoferja, ki so ga ustavili policisti in oglobili, ker je v roki držal mobilni telefon. Ta se ni dal, šel je vse do vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da držanje mobilnega telefona v roki ni prekršek. In zato imam 2 gosta. Na eni strani predstavnico prometne policije tukaj iz Maribora, in sicer višja policistka gospa Mihelič, pozdravljeni. Dober dan. In pa predstavnik Združenja avtoprevoznikov Štajerske, gospod Vinter, pozdravljeni. Ja, servus. Torej, kako najprej vi komentirate? Ja, prav je tako, vse veš, kako vi pravite, resnica je plenica. Ja, ni. Ja, se pa je vrhovno sodišče odločilo. Ne, pregovor ni tak. Dobro, no pač pravim, hvala Bogu, ne? Samo držal ga je v roki, zakaj bi to bila kazen? Mi v združenju v glavnem pozdravljamo odločitev, pa če imajo menzo, naj si natočijo Vinter časti rundo. Ja, mi pa ne pozdravljamo. Kdo je tebe vprašal? Ja, no se pa me je povabil, gospod. Ja, no Sen, samo ne? ti še ni dal besede. No, torej konkretno, gospa Mihelič, zdaj, če vi delate, ne vem, na cesti, kontrolirate promet in vidite nekoga, ki drži mobilni telefon v roki. Napišem kazen, ja. Aha. Ja, zakaj mu napišeš kazen? Ja, zato, ker ima eno roko. Ja, se pa še ima drugo roko. Ja, pa on je... Ja, kaj pa on, ko nima ene roke? Ja, tisti pa sploh ne sme držati telefona, kada naj z obami Pa vozi. pravim ti, da še imaš vedno eno roko. Ja, pa ti nisi več pri stvari, kako imaš eno roko zasedeno, tak si Kaj opravilno... zdaj, vrhovni sodnik je nor, ti pa si pametna. Mene je gospod novinar vprašal, jaz sem samo povedala, da mu napišem in še enkrat moje mnenje je, če imaš eno roko zasedeno, nisi več tak pri stvari in nisi skoncentriran na vožnjo, to hočem povedati. Ja, no, kaj v prometnih predpisih piše, da si ne smeš pomagati sam z eno roko. Kako pomagati? Ja, sam pomagati, če ti je sila. Ali pa če se ti začne cuma, tako mi šoferji delamo, da se zbudimo. A vi mislite, tako prav vum pomagati? Ja, če se začneš, te moraš končati prav, ja. No, najprej fuj, pol pa 500 evrov. Ko pride do onega glavnega momenta, se ne moš niti bremzati, slep si nič ne moreš. Ja, sicer ne vem, kak imaš ti doma, pa kaj tvoj dej dela, samo moja v tem trenutku boljše vidi. Ja, kaj zdaj se nisem jaz rekla, da si pomagam. Ja, vi ste tako vedno po 2 v avtu. Ker če eno glavo vidiš, te je druga, veš ki. Ki? Glej, nimam cajta za Skopje, grem, v glavnem pozdravljam odločitev vrhovnega sodišča. Mi pa ne. Te nič ni vprašal. Dobro, hvala lepa obema, srečno pot, gospod Vinter. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.